Draga Maja, dobrodošla in res sem vesela, no, da si se odzvala povabilu na Aroma podcast. Zdaj malo si že pokukala, tako da tudi veš, da je v bistvu en tak prijeten kotiček, kjer se vsi tisti, ki jih zanima ena taka celostna podpora, pa tudi na nek način, predvsem mogoče tisto, o čemer bomo tudi spregovorili midve, o mentalnem zdravju, ker pač naša življenja so pestra. In je fajn izvedeti mogoče od različnih ljudi, tudi zato sem vesela, da imam danes tebe tukaj, ker si izredno barvita v vseh pogledih v svojem življenju in tudi tvoj dan poteka zelo živahno, a ne? Da mogoče danes čez ta podcast tisti, ki poslušajo, dobijo tudi par idej, vzamejo, kar jim ustreza, pa mogoče tudi lahko zaradi tega svoje življenje, zaradi enega detajla ali pa ene navade, mogoče, ko jo ti počneš, sebe tudi podprejo v življenju. Ker življenje, kot vemo, pač, kakor si ga želimo narediti vsak dan lepega, pač pripelje mnogo stvari, je vse v škatlici, tudi veliko neprijetnega, ampak tako kot radi rečemo, ne, vsako deževno obdobje pomaga pri tem, da tisto sončno obdobje lahko še bolj cenimo in uživamo. Najprej mogoče, kako te vidim jaz, ne? Ti si res tako, ko sem danes hodila dol in to mogoče lahko tudi poveva. To je po moj prvi podcast, kamor sem prišla peš v 3 minutah. Tudi nahajava se v tvojih prostorih in to je že velikšen del tebe. Namreč tukaj zelo blizu, nekaj metrov stran je trgovina Huda volna, tako da v današnjem času ne samo, da si odlična žena in partnerka, ampak mama 4 otrokom, sicer zaenkrat še vsi osnovnošolski, nekaj, oziroma ne, vrtčevski, ne, praktično, seveda ne, ker mi imamo, vrtec in šolo skupaj tukaj. Nahajava se tudi trenutno blizu izvira reke Krke, mogoče, da še malo ljudem pomagava se orientirati. In Huda volna je, boš povedala še sama več o tem, za mene en tak ne samo spletna trgovina s prejo in z vsemi pripomočki za ustvarjanje, kar je velikšen del tvoje duše in tvojega življenja in tudi posla, tako da absolutno si v prvi vrsti takoj za materinstvom in partnerstvom podjetnica v svetu ustvarjanja. Jaz te res vidim kot eno influencerko, jaz mislim, da si zelo, sploh v času po letu 2020, že vključno s tem letom, dosegla zelo velik doseg med ljudmi. Veliko ljudi se je takrat ne le naučil peči kruh z drožmi, ampak tudi kvačkati s pomočjo tebe. In potem na drugi strani imaš tudi v živo veliko tečajev, praktično celotno to naše območje Dolenjske hodi k tebi na tečaje od mladih do, bom rekla, še vedno mladih po duši v času penziona. Tudi če vse, mislim, nekatere so tudi zaposlene in hodijo na kvačkarski del. In mogoče bom pol tudi povedala, kaj mene najbolj skozi najine skupne delavnice, ko smo imeli Aroma kvačkanje, pravzaprav presenetilo, da ti delaš še veliko več kot samo to, da imaš tečaje kvačkanja, s tem, ko ljudi združuješ sploh v živo. Tako da jaz te zelo občudujem, se veš, velikokrat ti rečem, Maja, saj dovolj spiš, a si vzela čas zase, jaz vem, da si ga znaš, je pa res, da velikokrat v kolesju tudi sama vem, ker sem taka tudi, da sem kot hobotnica na 10 koncih, se učim monoopravilnosti, se še vedno nisem zdravljen perfekcionist, se še zdravim. Tako da v bistvu sem te hotela danes res mogoče malo povprašati, še veliko stvari, ker jih bo spregovorile. Tudi zdaj sem še malo brala, o tebi sem se kar močno pripravila. Tako da sem zvedela že stvari, sem rekla, v avtu smo bile že tokrat skupaj, pa tega nisem vedela. Ampak to je v bistvu čar, mogoče bomo tudi še danes, še jaz zvedela kaj novega o tebi. Tako da ti predajam besedo, Maja, kdo si, kako bi se opisala? Kdo sem? Težko vprašanje, ker se mi zdi, da toliko velik stvari. Žena, mama, podjetnica, ustvarjalka, kvačkarca, sobarca tudi, ko grem hiško pospravljati, tako da učiteljica, upam, da ki si rekla influencerka, upam, da v dobri smeri, na ta način, da nekoga lahko navdušujem, šivilja tudi zadnje čase, pač že nekaj let, ampak ta mesec smo več. Tako da cel kup enih stvari res, Vse časi se mi zdi, da sem res razpeta na vse možne konce, pa razmislim, kaj vse sem od jutra do večera vse naredila.
Imaš res toliko enih vlog, kaj vse si, res ogromno stvari. Ne? Ene stvari še nisem izpostavila. Pravzaprav naju druže nekaj, ne? Obiskovali sva isto fakulteto. Obedve počneva sicer še vedno na nek način mogoče to, za kar sva se izobraževali, to je poučevanje, namreč obe še poučujeva. Ti si sicer magistra prevajalstva, nemškega in angleškega. In slovenščine, odlično. Tako da tudi to je ena velika stvar. Tako da sem te mogoče vseeno hotela še malo na svoje začetke, ne, po faksu, oziroma je bilo pravzaprav že med faksom, ker si podobno kot jaz tudi že od malih nog rada delala, služila svoj denar. Jaz tudi recimo že od 15 leta verjetno podobno s teboj. Tako da mogoče, če malo poveš še o tej svoji poti mladosti, ker vem, da tudi iz Kostela, odkud prihajaš, si tudi že prinesla, ko si prišla v Ljubljano, ne, na fakulteto, ogromno znanja, tudi iz kleklanja, ne, tudi tega se še nismo dotaknili. Tako da mogoče, če malo poveš, kaj je bilo prej, kvačkanje ali kleklanje? Kleklanje. Začela sem klekljati pri 10 letih. Jaz sem pač doma iz Kostela, dol pri Kolpi, kjer se res ni veliko dogajalo. Ni bilo nekih dejavnosti, malo otrok. In me je takrat mama prijavila na tečaj klekljanja, ker je prišla učiteljica iz Škofje Loke, iz Idrije takrat. In jaz sem rekla, ne, to delajo stare babe, jaz ne bom klekljala. Na vrata sem prilepila list in rekla, ne, jaz ne bom to šla. In pol sem šla na prvi tečaj in me je zasvojilo totalno. In jaz sem res vsak dan, vsak popoldan po šoli šla za 1 uro, 2 uri na kavč, klekljala, zraven gledala televizijo. Meni je bilo to res zakon. Tako da najprej sem klekljala. Pol sem začela v srednji šoli šivati. Kupila sem si takrat šivalni stroj, šla sem na tečaj šivanja in sem res kar veliko šivala. Kvačka sem pa začela v bistvu šele po poroki. V bistvu res pozno. Stara sem bila takrat 23 in me je navdušila takrat od moža sestrična. Ona je prišla enkrat zvečer in mi pokazala, kako se kvačka, in mene je to totalno zasvojilo, res. Tako da sem zelo pozno začela v bistvu s kvačkanjem. No? Ampak sem pa od vedno ustvarjala in vedno je bila tudi tista moja strast, užitek. Tudi ko sem bila že v srednji šoli, sem hodila po stojencah pa prodajala recimo svoje izdelke pa tako naprej. Pa iz Fimo mase na kit sem delala. Pač ogromno enih stvari. No. Tako da tudi, ko sem končala gimnazijo, sem bila pač v precepu. Res sem si želela iti ali oblikovanje tekstili, nekaj v tem smislu. Ne, razum je pa pravo, pet nekaj bolj realnega, nekaj, s čemer se da živeti. Tudi oči mu je imel podjetje svoje, kjer so šivali in je rekel, pač v tekstilu ni enostavno živeti, je res konkurenca velika, ne, ni enostaven biznis. 5 na jezike, bolj zihrbo, ne. In sem šla na jezike in naredila prvo stopnjo prevajalstva in magisterij. Tako da pač šolo imam narejeno, se tudi ukvarjam s tem, tudi imam tečaje nemščine, angleščine, tudi to je in mi je fajn, da imam, ker da ne padem ven, pa da ni res monotono, da ni samo kvačkanje pa tako, ne. Tako da me veseli tudi to, ampak to, kar pa dejansko, od česar pa res živim, pa mi res prinaša in kruh in veselje in ljudje hodijo k meni, je pa res ustvarjanje. Tako da zanimivo, kam te pripelje, ne, življenje. Super. To se pravi na nek način, rekla si po poroki, a ne? Tudi tebe je življenje vodilo po velikih točkah skupaj s partnerjem Miho, ne? Tako da sta se res kar velikokrat veselila. To sem jaz občudovala, ko si razlagala. Mogoče, če malo poveš v tistem času, tudi ker, ko si omenila ravno prevajalstvo in poučevanje, kako si se dotaknila tudi zelo zanimive učne poti, ki je tudi podobna moji. Jaz sem tudi najprej poučevala starejše, ker se mi zdi to tudi zelo lep del. Pa ga bom pol kasneje, ko malo poveš, povezala še z nečim. Tako da to obdobje mogoče, če malo opišeš. Ja, to je bilo super obdobje, res je bilo dobro. Zelo veliko časa. 2011 sem začela, sem učila upokojence v Centru aktivnosti Fužine, v Domu starejših občanov Fužine. Pač bil je oglas za študentsko delo, šla sem tja, rabili so učitelja nemščine. In pol pa z vodjo centra sva se itak takoj zaštekali, še zdaj sva prijateljici, res faca. Je ona rekla, pač ok, za nemščino te vzamem, za 1 do 2 skupini na teden, pa vidim tam, da je imela napisano, kaj pa klekljanje. Jaz tako, za klekljanje tudi rabite? Reče, ja, nikjer učitelja ne dobim. No, in pol sem se jaz rekla, no, jaz pa nekaj znam. In pol je to, itak, center je naraščal, ker to je res center aktivnosti z dušo, kamor prihaja res ogromno ljudi, starejših, ne vem, mislim, da ima zdaj 700-800 članov, ogromno. In takrat v njih hujših časih sem imela 3 skupine klekljarc, pa mislim, da 8 ali 9 skupin angleščine, pa enih 5 ali pa 6 nemščine. Tako da jaz sem velik del absolventa in faksa tam preživela. Tako da mi je super delati z upokojenci. Tudi zato sem tudi letos spet sprejela, ker sem dobila ponudbo, da delam na 3. univerzi.
mi je fajn res delati s starejšimi. Res, ker so zagnani, zelo so motivirani, zelo so hvaležni, kar jih naučiš. Z nekim žarom se grejo učiti. Čeprav so starejši, pa mogoče rečejo, joj, se ful pozabljam, je res dobro z njimi delati. No. Res je super. No, sej to, meni se tudi zdi, da ko sem jaz začela poučevati starejše, moja prva skupina je štela 12 slušateljev, z tega jih je pol nastalo okrog 200 in to samo, kar razmišljam, glede na to, koliko smo v času socialnih omrežij, pa je bilo to res, da 2009. leta, ne. Ampak koliko se lahko od ust do ust, kar se je tudi pri tebi, ne, verjamem, razširila beseda hitro naprej in koliko v bistvu se pol res pokaže to povpraševanje in ta res srčna želja. Ne, potem. Res me je ena stvar, ki sem jo danes zjutraj prebrala, tako lepo, mislim, pobožala po duši, nisem vedela še do zdaj, da si imela eno zelo lepo akcijo, rokavčki, pomagavčki. Ne. In ko sem to videla, ker jaz sem pa tudi delala sicer za aromaterapijo na dementnih oddelkih, kar nekaj domov za starejše občane, tudi pred korono, po koroni žal manj, ker so se takrat stvari zelo omejile, ampak zdaj se spet odpira. In ko sem videla, ne, mogoče malo, če vpišeš, ker se mi zdi tudi ena tak, sem rekla, to pa danes prav morava pokazati, da če nekdo, ki še ni kvačkov, danes vsaj odpre, ne, tvojo res brezplačno YouTube linijo, kanal, kjer pač imaš res ogromno video in jaz verjamem, da se vsakdo, tudi če si mogoče ne more privoščiti, stare preizbere v babici in začne kvačkati, ker poanta je tudi na nek način ta trajnost in mi je všeč, da imaš velikrat tudi te projekte in tudi pa rokavčkih, pomagavčkih, da zbereš pač te ostanke preje in kaj so in kako delujejo, če malo pišeš. Sicer meni je res neverjetno bilo, kaj, če bi jaz to takrat tebe že poznala, pa vedela, a veš, da bi še malo z aromo namazale, ker to se pa pol spet združi, ker recimo mi smo pol ponovadi masirali roke, recimo, glede na to, kaj so potrebovali tisti trenutek, ker včasih so zmedeni, včasih pač so zelo bistri in lucidni in so v tem trenutku in vejo in se tudi spomnijo za nazaj. Najhujše je pa tisto, se mi zdi, ko navejo čiske in between, ne. A sem zdaj, a se res če nečesa ne spomnim, tako včasih je tisto prehodno obdobje, ne, se mi zdi za njih najtežje bilo, ne. Tako da pomirjujoča olja, cvetna olja, ne. Tako da mogoče, če malo pišeš to, ker se mi zdi res krasna stvar. Ja, to je bila moja druga dobrodelna akcija. Prva je bila pediatrična klinika in smo okoli Miklavža otrokom nosili. Ampak to je bilo 2016, 2017, tako prej. Obe smo se mislili, pa otročki mehni in tako naprej in potem je prišla ta korona. Ne. In ko je bil prvi val, pač itak meni je bilo, da preživim, ne, ob vsem delu in otroci mehni doma in tako naprej. Pa sem pa vedela poleti, da verjetno bo jeseni se spet kaj takega ponovilo in sem prav razmišljala, glede na to, kak je bil odziv ljudi na tale izolacijo in tako naprej, koliko je bilo naročil, koliko so ljudje začeli kvačkati, koliko je bilo res enega povpraševanja, sem jaz rekla, nekaj moram dati ljudem za početi, da se bodo zamotili, pa da naredijo nekaj dobrega. In sem že spremljala, oziroma nekdo mi je že poslal linke, le v tujini delajo pa to, ne, za dementne. In sem rekla, pa dajmo to, ker res, kot si rekla, lahko ostanke porabiš. To, če ne znaš zelo dobro kvačkati, pač važno je, da ti tisti kvadrat pravokotnik sestaviš skupaj, ne. Tako da to je v bistvu, ja, terapevtski pripomoček, rokavček, pomagavček, sem mu jaz dala ime, ki je namenjen temu, da se dementne osebe pomirijo in zamotijo z njim. In je v bistvu, lahko je narejen s katerokoli tehniko, lahko je živahnih barv, v bistvu še boljše, če je. Več kot ima gor raznih dodatkov, ki morajo biti pač varno res pripeti, od, ne vem, zadrgic, gumbkov, perlic, mašenc, pač karkoli se spomniš, neke zankice, karkoli. Ja, karkoli, samo da oni prijemajo in ne. In sem jaz pač to dala gor na internet, odziv je bil nor. Poštar je prišel k meni pa je govoril, Maja, a tebi Miklavž nosi? Res je bilo dnevno 20-30 paketov. Jaz sem to pa zbirala, fotografirala, pa sem pa pošiljala v domove za starejše, tisti, ki so mi napisali, da bi imeli to radi. Ne. In so tudi iz domov prihajali dobri odzivi. Spomnim se ena gospa, ki tudi kvačka sama, je imela mamo dementno in je dobila ta rokavček, sem ji poslala in je prav rekla, da prvič v 3 letih jo je zdaj lahko normalno nahranila. Se pravi, mama si je dala na roke to, še grelo jo je, ne, vmes se je s tistim igrala in odpirala usta, da je sploh lahko je dala za jesti. Tako da res noro, no, res. Mislim pa tako enostavna stvar, ne, v bistvu gre za kvadratom, rečva 30x30, kot si rekla, tudi če zanke niso čisto pravilne, v bistvu se začneš lahko učiti s tem, ne. Ja. V bistvu je, da na koncu pač to varno, tako kot si rekla, povežeš, pa da so te zankice in vse varne in v bistvu pride pol od tukaj do tukaj nekje, a ne, dajo čez to. Zdaj, če poletje sem si predstavljala, bi bila pa lahko tudi kakšna taka
lažja preja, ne, da pač ni vroča, pa da ne praska, ne, Ja, da ja. pač nekaj, da ne iritira. Tako da sem si prav rekla, že dobila ideje za naprej, kako bomo mogoče še kakšno stvar tukaj speljali skupaj še z eteričnimi olji. Potem pa še ena velika stvar, kot si jo že na začetku omenila, tvoj Miha je res velik sam svoj mojster, a ne, in inovator. Na nek način vem, da se zdaj tudi nekaj velikega odvija pri enem prvih zavojev reke Krke, lahko rečeva, a ne, kjer imate hiško na Skalci. To je v bistvu kakšno leto, malo več stara zgodba, odkar je zalaufala. Julija bo eno leto. No, to se pravi slabo leto. In kaj je hiška na Skalci in kaj se v njej odvija? Ja, najin 5. otrok, najbrž. To je najin projekt. Pač Miha res rad dela, zelo rad. On tudi tole hiško je vse sam uredil. On bi cele dneve lahko tu delal. Pleskal, z lesom delal, polagal ploščice, pač on bi prenavljal hišo, to so njegove sanje. In že odkar sva prišla na Krko, sva to hiško vedno tako gledala. Kaj pa je tam nad vodo, tam nekaj stoji, neka stvar. In v bistvu po koroni, po tem obdobju sva nekako rekla, zdaj pa bi mogoče lahko kaj začela iskati, ker on bi res rad neko stvar, ne vem, kupil, uredil, pa nekaj naredil z tega. Ne zase, seveda ne, za svoj, midva ne raba vikenda zase, ne, ampak nekaj, da z tega narediva, da se nekaj obrne z tega. Konec koncev je to lahko vir zaslužka. In je on, potem sva to hiško kupila, res, ko sva videla oglas, sva šla pogledat, takoj zaarala, ker sva rekla, da je na taki lokaciji, take hiške ne bova več dobila, morava izkoristiti priložnost. Tako da to je bilo leta 2020, no, pol je par let počivala, zorela, nekaj časa je bila tudi dom eni družinci, ki je tam živela. Zakaj? Ker je vmes Maja postala enkrat ali dvakrat mama? Enkrat, ta zadnjič, no, tako je. Enkrat, ta zadnjič, tako, ja, četrtič. Tako da pol v bistvu po tej četrti porodniški moji je prišlo na vrsto tudi to, no? In finančno, in časovno, da sva to hiško uredila. Tako da zdaj je skoraj že končana, zdaj še malo upgrade dodajava, no, to, kar si rekla. Ampak hiška je julija sva jo začela oddajati, tako da na Airbnb-u imamo, na Bookingu direktno rezervirajo, tako da zdaj letos poleti se bo začelo tako zares dogajati. No, zdaj trenutno so gostje iz Korzike tam, prejšnji teden so bili iz Brazilije, pač ljudje res iz celega sveta, iz cele Evrope pridajo. Tako da nama je to super, no, res. Odlično. Zdaj, je še kaj drugega, recimo njihov povod, zakaj so tukaj kot to, da ali si pridejo res počiti dušo v naravo, ali na ribičijo, ker to je tudi tukaj lokalno. Tretje pa, da je to na pol poti do Hrvaške za prespati. A je še kakšen, vse to? Še kaj mogoče? Vse to. Ali pa to, da je v bistvu Krka dobro izhodišče za po Sloveniji okoli hoditi. Ne, kamorkoli greš, do Ljubljane je pol ure, do Bleda je 1 ura, do Postojne je ura, tako ne. Kamorkoli greš, je v redu izhodišče. Pa da imaš rad naravo in si želiš hkrati, da se še odpočineš. Ja. Velike ribičev. Imaš pa na hiški tudi čudovita srečanja, ki so povezane seveda s tem, kar smo že danes omenjali, z ustvarjanjem oziroma predvsem kvačkanjem. Ja, kvačkarske oddihe organiziram. 3 sem organizirala zdaj v tej sezoni jesenski. Pač zelo veliko imam tečajev kvačkanja tle pri meni, v tej hiški oziroma zunaj, tudi za otroke. Ampak sem tudi sama recimo šla s Sašo, ki šiva, na ceres ustvarjati. In ko sem to videla, sem rekla, to, da se ženske res za dan, 2, 3 umaknejo, pa res ustvarjajo, pa da jim ni treba nič narediti, niti kuhati, niti krožnika prinesti na mizo, da nekdo res jih pocrkla, pa poskrbi za njih, pa da še ustvarjaš. To je najboljša stvar, kar mi lahko si privoščimo same sebi. No, in zato sem že, ko sem rekla, ko bo hiška zrihtana, bomo to sigurno delali. In sem pač razpisala te oddihe, saj so bili hitro polni, ker takoj najdeš interesentke, ne. Tako da poskrbim res za to, da se imajo fajn, da sedijo, uživajo, gremo tudi na sprehod. Moja mami pride kuhati, tako da z mami pripravlja vse, od mize pogrinkov vse, da res nič ne rabijo. In je super, no. Mislim, noro je, ker pridejo ženske, 6 je maksimalno število oseb, ne, mehna hiška je, pridejo ženske res iz cele Slovenije, od vse povsod, ki se v bistvu ne poznajo, večinoma sploh niso vedele ena za drugo. Po drugem dnevu so že prijateljice, kaj vse si podelijo na tem vikendu, kaj vse si povejo in nasmejamo se in najokamo se, pač to, kar res rabimo. In naravno smo prišli do tega, kar sem se še želela dotakniti. Duhovna plat tvojega življenja.
Zelo lepo mi je bilo videti, kot sem ti že rekla na začetku, da ti pol mogoče omenim oziroma dam istočnico, da jaz sem videla že, ko smo imeli kvačkarski tečaj. Res, kot si rekla, včasih pridejo osebe, ki se že poznajo odprej, kar imate tudi že stalno postavljene skupine, včasih za te tematske, ki so občasne, pa se ponovadi res druži ljudje, ki se še ne poznajo. In pri nama je bilo tudi tako. In koliko se je s tem v mojih očeh odprlo to, kar na nek način delam jaz, drugače, to se pravi ženski krog. Čeprav temu ne boš ti rekla ženski krog, niti one, ampak se zgodi to, kar se je mogoče v preteklosti, ko smo imeli še večinoma res kmečko prebivalstvo, dogajalo po kakšnem ličkanju in drugih pravilih skupnih, ker pač je treba nekje odpreti varen prostor, da se neplanirano osnuje nek pogovor, izpoved, včasih mogoče ena rabi bolj podporo, pa povedati, kar se je trenutno dogaja v življenju, ena rabi tisti trenutek pa samo poslušati, ker ima sama preveč, da bi karkoli mogoče še vam dala. In se mi zdi to tudi ta velik del terapevtskega dela, ki ga ti na nek način ne vede ali pa spotoma opraviš oziroma odpreš za ostale. In tudi, kot si rekla, že ali Sašini, kam imajo one ta ustvarjalni vikend na morju, ali pa na nek način ti, kar imaš na hiški, ker tam pa sploh, ker prespiš skupaj. In to pa res odpre, kot si rekla, ne vem, do 3 dni oziroma 2 noči, pač eno tako daljšo časovnico in koliko je to, kot je že kvačkanje samo terapevtsko. Zdaj za kvačkanje, pa če toliko se že poznava, da veš, da tudi jaz rada vse raziščem, ampak kvačkanje je res priznano med ustvarjalnimi za eno najbolj terapevtskih, raven zaradi tega, bolj kot recimo pletenje, ker rabi biti res zbran na nek način štetje ali pa pač kje rezanke delaš. In imaš kar nekaj že psihiatrov, ki pač vključujejo sodelovanja tudi s profesionalnimi učitelji kvačkanja, pa itak veš, oziroma ti še bolj veš kot jaz, da se lahko tudi vsak nauči kvačka, tudi če v življenju še ni držal ničesar, ustvarjal svojimi rokami. In dejansko res umiri Zdaj ne vem, kako ti to duhovno plat kvačkanja vidiš in mogoče kako tebi pomaga to v življenju čez največje viharje. Mislim, jaz še vedno rečem, to je moja meditacija, to je moja terapija. Jaz tako, pri 4 otrocih, pri firmi, če ne bi zvečer za pol ure, urco se usedla v tišini, jaz vse ugasnem, jaz se usedem na kavč, vse pol ure, malo zakvačkam, to je meni to. Pa tudi ne samo meni, vidim tudi okoli sebe, ženske, ki hodijo na tečajih meni. Res je to, kar si rekla, to druženje, ki je. Že samo kvačkanje res prosti. Res. In ogromno takih zgodb slišam. Pa imam tečajnico, ki je sin umrl, pa je rekla, če ne bi jaz takrat kvačkala, meni bi se zmešala. Pa imam, ne vem, eno tečajnico, ki je imela očeta 2 leti na postelji, pa za njega skrbela. Če jaz tisti čas ne bi bila zraven, da bi začela takrat kvačkati, se ne vem, kaj bi, In ogromno res takih zgodb, ki ljudem samo kvačkanje res jih sprosti, umiri, je res terapija. To, da pa pridejo še na tečaj, to je pa spet druga stvar. In kot si rekla, pač so tečaji, kjer se ljudje prvič srečajo, pa se pač malo spoznajo, pa malo tipajo. So tudi pri meni tle nastala res dobra prijateljstva od tečajnic med njimi, ki se sploh poznali niso prej. Ampak imam pa recimo tudi ekipe, ki hodijo že 8 let, recimo k meni, ista, konstantna ekipa, zaprta, ker ne sprejmejo nove noter, ker pač one so enota. In zadnjič smo imeli prejšnji teden tečaj in je ena rekla, jaz bom samo sedela tle pa klepetala z vami. Sploh ni fora v kvačkanju. Res. In to ženske res rabimo. Sploh zdaj, v tem digitalnem obdobju, jaz se res trudim čim manj digitalna, čim več analognega, čim več ustvarjati, družiti se in tako naprej. In pri otrocih in pri odraslih, res to rabiš, stik tak, živ, pravi. Pa če zraven še kaj narediš, tukaj boljš, ampak res, kakšne zgodbe vse se to ženske podelijo. To pač te moje tečaje, ki jih imam že več let, pa se na 14 dni videvamo, pač, kot si rekla ženski krog, kada moramo update dati ena drugi, kaj se nam v življenju dogaja. Pa je ena dobila vnuka, pa pri drugi je sin noseč, pa ena gre, ne vem, hčerka študira v tujino, pa pač vse to kroži naokoli. In smo prišli še do podpore za otroke. Meni je tle del, kjer sem te po mojem jaz najbolj pobliže spoznala kot mama 2 deklic, ki sta se pri tebi naučili kvačkanja. Tako da sem zelo hvaležna, da si imela, oziroma da si začela v bistvu izvajati kvačkanje v šoli, da imaš tudi zdaj, ko imaš končno tak lep prostor blizu doma,
tudi lahko še več kvačkanj, da ne rabiš v hiši imeti, ne, da imaš res en prostor, sem temu namenjen in pol tega lahko več in zlahka, ne, da otrokom tudi odpiraš to pot. In če sva čisto iskreni, ne, je tudi kar veliko fantov. Ne. Ja, vedno več. Kaj se zdi, oziroma sproščanje je tudi tisto glavno, ne, kar otroci dobijo od tega. Res uživajo. Otroci radi ustvarjajo. Ja. Se ti zdi, da še kakšno stvar pridobijo? Meni se zdi, da ja, ena stvar absolutno vidim, ampak kaj mogoče, če svoje oči vidiš, kaj to otrokom da? Jaz ful vidim, ko pride kakšni otroci, joj, pa jaz ne znam, pa rečem, vse se bo že naučil. Res dobijo samozavest, da nekaj znajo narediti. In meni je najlepše to, ko vidim, ko jih pridejo starši iskat, s kakim veseljem prinesejo, mami, le kaj sem naredil. Pa sem imela, recimo, glih to soboto sem imela 3-urni tečaj in sem imela 3 fantke, stare od 6, 7 pa 8 let. Ker pač eni že kvačkajo, eni še ne, itak je težko finomotorično, recimo, ne, in smo delali spleteno vrvico črke njihovih inicialk. In recimo en fantek ima, 8 jih je v družini, 6 otrok, mamica Ati, in je za vse njih naredil, za vsakega njihovo prvo črko, v žico ovito, prepleteno, zaključeno in Ati, lej, naredil sem črke od vseh nas, recimo, ne. In res radi otroci ustvarjajo, ne. In kakor pravijo, da otroci zdaj skozi na telefonih visijo, ne, tle ni resno. Tle res z veseljem pridajo, pa imam 6-letnike, pa imam najstnice, ki pridajo in res uživajo, res uživajo. No, mogoče, kar si ravno rekla, v najstniškem obdobju je res, že tako je lahko v času še mlajših let, no. Se mi zdi čas trenutnega življenja naporen, ali je to zmerjanje sovrstnikov, kot si rekla, ti potlači samozavest, ali pa na drugi strani, mogoče tudi starši v tebi ne vidijo na nek trenutek, ker imajo sami mogoče težko obdobje, kar nič ne govorim, da je kdo kriv, ampak dejansko pač je težko trenutno življenje zaradi tega ritma, ker se je to hitro, ne. In tako, kot si rekla, še ta ekranizacija časa, ne. In se mi zdi, da tudi sama, recimo si mi ti že dala idejo, da bi povezala še Anjo, ki je bila tudi na našem podcastu enkrat mogoče tudi z tega vidika tle, ker ona ima sicer mlade odrasle, da se mogoče tega lotijo, ker pač ja, v najstništvu ali pa v tudi mladi odrasli dobi, ko je težko v bistvu najti, kdo res si, ne, se dati malo ven iz tega in res priti nazaj do sebe, ne, ker se mi zdi, da toliko dobiš teh mnenj in pričakovanj, v bistvu omejujoča prepričanja, tudi ko smo preomenjali, ne, saj jaz ne znam, saj nisem sposoben, nimam jaz prstov za to ali pa talenta. Tako kot pri vrtu, včasih vidiš, da je nekdo res totalen skriti talent, samo zato, ko si mu dal možnost tega. Ne? In se mi zdi, da res to res zdravo grajenje samozavesti in to z eno preprosto, ne vem, ustvarjalno metodo kvačkanja, koliko lahko naredi. Ne? Ali pa v najstništvu, ko pride res lahko do večjih izzivov, pač na splošno, ne? Se mi zdi mogoče kot lepa dopolnitev neki uradni terapiji, ne? Če se otrok tudi poslužuje. Torej, ja, zdaj smo že mogoče tako daleč, da kako ti vidiš povezavo eteričnih olj in kvačkanja, nekaj smo tudi speljali v najine delavnice. Pozabili smo nekaj, kakšno rožico prinesti, ne, recimo, mogoče lahko eno zgore vzame, sicer nismo lih take delali. Kako se ti to lepo povezuje, oziroma mogoče lahko daš en predlog vsem, ki imajo radi eno in drugo, ali pa bi se mogoče zdaj kvačkanje lotili, pa že obožujejo eterična olja, ker jih že poznajo. Ja, lahko si difuzorčke lepo naredijo, ne? Ja, res. Najine delavnice tiste sta bili res fajn. Na enih smo delali rožice in smo potem naredili šopek, na enih prenosne difuzorje kot obeske, različne tematike smo imeli in jesenske in pomladne. Ja, res je bilo dobro, res je bilo luštno. Tako da ljudje imajo radi, vse ženske imajo radi, da diši. Ne? In sploh, če si pa ti zraven, pa znaš povedati jim, zakaj je kaj primerno, zakaj se kaj uporablja, kako določeno olje vpliva, je to res super kombinacija, ne? Da res lahko uporabljaš. Tako da, ja, lahko si res nakvačkaš nek obesek, rožico, karkoli. Jaz sem na YouTubeu ogromno navodil, tudi brezplačnih, potem pa vzameš olje, ki ti ustreza, ne? In to je to. Ne? Samo nakapaš. Ne samo nakapaš in imaš v bistvu pasivni difuzor, ker gre vedno s tabo. Recimo, meni se zdi mogoče, kaj bi bila ena najbolj enostavna varianta za obesek za ključe, da si ga lahko na začetku narediš? Rožica, ne? Tako da pač daš, mislim, res je enostavno. Jaz tudi nisem v kvačkanju tako spretna, ker jaz sem rada hitra, ne? Tle pa vsem treba biti natančen paštet, se veš, kakšen je bil moj želod, ne? Želod. Tako, ja. Sicer ga obožujem, ga imam še zdaj in dejansko tudi zelo dlje drži zdaj aroma, ker je pač tako velik, ne? Ampak v tem je čar, ne? Da pač lahko tudi malo poigraš se in tudi, če ne gre čisto po navodilih, ampak tvoje navodila so res dobra in tudi tvoja razlaga. Tako da toplo priporočam, da mogoče se nekdo danes loti vsaj česa taka enostavnega, pa na svojo rožico najde.
Kaj bi mogoče še rekla, glede na to, da smo spregovorili veliko o tvojem delu, o tem, kako ti doživljaš vse, še mogoče v vaših družinskih večerih, vem, da to največ, no, ampak mogoče čez dan, kje se ti eterična olja najbolj vključujejo in vas najbolj podpirajo? Smo precej sezonski, res se vidi, po zimi jih bistveno več uporabljamo. Meni je res to ful dobro, to sem prakticirala letos, to si me ti navdihnila, ker si rekla, da si hčerkama rekla, naj zbereta, kar ima paše. In ko so prišli domov iz šole, in tako je bum, ko si norijo, ne, akcija, glih ta tretji otrok moj, ki je najbolj tak energičen, sem rekla, daj pricem, ne, in potem si on odpre in je bil res zanimiv, vedno si je zbral on guard. Vedno, res zanimiv. Ja, in vedno to zbral, meni to najbolj diši. In smo to dali noter in je pol itak dišalo. In pol tudi punci, ki prijeta, koliko dan diši. Ali pa recimo za večerno rutino uporabljamo, imamo pač difuzor ob posli otroški, pri fantih sploh, no, pri tem malih dveh. Tako da Serenity ponavadi imam kaj takega, ker res se mi zdi, da lepo jih sprosti in da lepo. Ja, res umiri. Res umiri, ne. Sicer, saj sem že ogromno, tudi če koga bo zanimalo, kako eterično olje čez nos dejansko vpliva na limbičen del možganov, si lahko mogoče tudi pogleda v preteklih, ampak je res, kot si rekla, pač na nek način, ali če odišavamo prostor, pa tudi, kot si rekla, on guard, tudi če malo očistimo zrak neželenih stvari, ki bi nam mogoče malo oškrtlili zdravje. Tako da na drugi strani pa res to umirjanje, da imaš pol dejansko res več, če bi si meril, ker jaz si merim več globokega spanja in je res neverjetno, kako to vpliva na dolgi rok. Ti mogoče čutiš tako, a ne, sam zjutraj, kot da si res počit, pa da je bil večer miren in pol seveda je tudi dan, a ne, naslednji čist drugač. In se mi zdi, da je to zelo, zelo lep način, no, si opisala. Mogoče za zaključek še kakšna stvar, kaj mogoče tebe ali pa vaju nismo nič tako spregovorila, vem, da tudi obiskujeta, to so se pa z Jasmino, ne, v bistvu Simono sem se pogovarjala, ja, da hodita tudi za zakonske skupine, ali celo vodita, ne, to ne vem, točno obiskujeta, mogoče kaj tazga, ker ob vsem tem pestrem verjetno se vsak sprašuje, kje pa ima ona čas za njiju, ne, ker pač je pestro. In kako gledaš na to in kako se vzame ta čas zase? Se trudva, kolikor se lahko, glede na to, da so 4 razmerno mehni otroci, ki jih ne moreš kar doma pustiti in varstvo kar tako dobiti ni tako enostavno. Tako da ena stvar, ki pač nama pripada vsak mesec, je zakonska skupina. To hodva že je v bistvu od poroke, že 13 let, 14 let. In v bistvu smo ista ekipa, no, Balkane, in je res super, ker si res take stvari podelimo in se poznamo. In to je pač tista nedelja popoldne v mesecu, ko si pač vzameva za najo že to, da greva tja, se vmes pogovoriva. Pa v tej zakonski skupini imamo obvezno enkrat na mesec zmenek. Tako da, tudi če si pač nekako ga izboriva, pač nekako dobiva varstvo ali pa kdaj zvečer ali pa karkoli. Tako da, veliko časa preživljava skupaj v hudi volni, ker zelo dostakrat zvečer delava skupaj pač pakete, ker gre bistveno hitreje, če sva dva, ne, tako da en dela eno in drugo in je že to najin skupen čas, da potem malo zraven poklepetava. Ja, pač ne, malo čičeta. Tako da pač se trudva, kolikor se le da, no. Ali pa tudi, kadar je možno, ne vem, če Miha dela od doma, ne vem, vse zjutraj, ko otroka odpeljava, imava skupen zajtrk v miru. To je že veliko, ne, da v miru pojeva, pa se pogovoriva kakšne stvari. Pa tako, ne. Zelo poznam in podpiram tudi midva. Ja. Torej, za zaključek, ker res hvala, no, ker si se v bistvu tako odprla in tudi veliko stvari povedala. Kaj mogoče bi dala za nasvet nekomu, ki se prvič srečuje s kvačkanjem? Pejte na YouTube, poglejte Mala šola kvačkanja, kjer imam po lekcijah razloženo od prve zanke naprej. Če niste zelo daleč, bi prišli pa prostor, je taki prijetni tečaji so, tako da je to tudi sigurno ena super možnost. Tako da kar pogumno lotiti se, par zank poskusiti, itak te zasvoji, itak ful noter padaš in ne moreš nehati. Tako da opozarjam. Ne. Glede na to, da si pa ti še tudi res zelo inovativna, zdaj sem se spomnila med tem, ko si to razlagala, mogoče za začetnike lahko priporočiva še kvačkarsko miško. Ne? Ja, miška. Ja, to je tudi en način. Namreč Maja po novem skupaj s svojimi otroki in tega tudi nismo omenili, hude punce. Ja, a veš, koliko je stvari, ker se bomo še pol, veš pa še to. Skratka, ko sem omenjala otroke, sem prej še imela v mislih, ampak pol sem pozabila reči, da zelo lepo mi je in tudi to, da vsi, ko mogoče imamo tak podoben lifestyle, ko ga imaš ti, ne, da dela od doma teren na nek način skozi v stiku z ljudmi, skušaš to prenesti tudi na svoje otroke in jim odpirati to pot. Tudi če se še 1000krat zmotijo, padajo, ker to je poanta življenja, ne, da se naučijo pol tudi ostati, da se jim omogočila eno posebno brand, prostorsko opcijo,
kjer se lahko izražajo tudi tvoji otroci in sicer hude punce oziroma tvoji punci, ker imaš 2 dekleti, 2 fanta. In kaj so hude punce? Še za zaključek. To je novo nastali brand. Ja, to je novo nastali brand, ker pač zelo radi ustvarjata, res radi ustvarjata. Mija predvsem kvačka, Lara zelo rada šiva na šivalni stroj, obe delata nakit in podobno in potem enkrat sta rekli, pač jaz imam svoj brand Kostevka, to, kar recimo šivam, unikatno oblačila pa tako naprej. Punci sta pa rekli, dajmo mi tudi imeti neko ime, pa dajmo mi še tudi kdaj iti kam pa kaj prodajati pa tako naprej. Rekli, prav, pa dajmo, kaj bi pa bile, če je huda volna, naj bodo hude punce. In smo si naredili Facebook profil in potem pač dejansko, ko grem jaz na kakšno stojnico, imata še oni zraven svoj piskrček. Večinoma tudi podarita stvari ali pa kakšne prostovoljne prispevke, sej nima veze, ampak dejansko sta veliko stvari že naredili. Tako da, ja, dajte pogledati še na Facebooku hude punce, kaj vse ustvarjata. No. Odlično. Ja. In tudi ideja mogoče za podjetništvo še v kakšni drugi branži, za vse tiste, ki poslušajo, da mogoče res otrokom odpiramo to pot, ker mislim, da bo življenje čez 10-15 let sploh s to AI tehnologijo precej drugače in da bo znanje šolstva še vedno cenjeno, ampak po mojem bo treba iti še v tako. Tako da, odlično, Maja. A vidiš, da ni bilo težko? Sem se zaklepetali, zdaj sploh ne upam pogledati, koliko smo na minutaži. Tako da hvala ti še enkrat, zelo sem vesela. Vse tvoje povezave do vseh tvojih brandov bomo tudi objavili spodaj pod podcast, tako da dobrodošla tudi vprašanja, ali karkoli, če rabijo, pa jih usmeriš potem do določenih, mogoče brezplačnih filmčkov, ki so na voljo za druge stvari. Hvala tebi. Hvala tebi, hvala, da si me povabila, všeč mi je tole, tako da bomo delili naprej. Še na tvojo stran, moja stran, vse posod. Hvala, Maja. Hvala ti. Jo, enako.